Dobro jutro, tukaj je Valentin, ura je pol 8. Glede samoodpuščanja. Zakaj si pravzaprav odpuščamo? Kaj si odpuščamo? Odpuščamo si pravzaprav naše nespametne odločitve v preteklosti. Kajti v bistvu se lahko v vsakem trenutku odločamo za dve stvari. Imamo priložnost, da smo tukaj, da smo v fizičnem telesu, v tem trenutku, v enosti z vsem, povezani z življenjem, zavedni življenja, soodvisnosti in povezanosti vsega, kar obstaja. Lahko pa se odločimo, da se ločimo od tega fizičnega telesa, da se prepustimo skušnjavi sledenja nekim mislim, nekim glasovom v glavi, ki jih proizvede naš oziroma umsko-zavestni sistem. In potem začnemo slediti te misli, gremo v izgubimo zavedanje svojega fizičnega telesa, realnosti in potem, ko zasledujemo te misli, tem mislim verjamemo, čeprav so v neskladju z univerzalno fizično realnostjo. In na osnovi tega se v našem povzroči konflikt, trenje, ki povzroči energijo na osnovi trenja med v bistvu fizično materijo našega fizičnega telesa in med našim prepričanjem. In to trenje posrka življenjsko silo iz našega tkiva fizičnega telesa in ga na ta način izčrpava. Torej, z samoodpuščanjem priznamo, spoznamo, ozavestimo te svoje pretekle grehe, nespametna dejanja in se pokasamo, si obljubimo, da tega ne bomo storili več. In zato je lahko drugi del samoodpuščanja sestavljen tudi iz tega stavka prepoznavanja, kaj je alternativa, da bi storili, namesto da smo se ločili od življenja in zašli v ločenost uma. Torej, recimo primer, da se peljem po avtocesti in me nekdo prehiti. Jaz peljem z maksimalno hitrostjo 130 km/h, avto, ki me prehiti, pa pelje recimo za hitrostjo 200 km/h. In jaz se zdaj lahko ločim od uma, si dovolim v misli, v ki mi pravijo: nihče ne sme peljati več kot 130 km/h. To je absolutno nedopustno. In potem grem v in začnem proizvajati energijo jeze in se jezim na tega človeka. Ali pa sem tukaj, se zavedam svojega dihanja in nadaljujem svojo vožnjo. Odpuščanje, samoodpuščanje bi se lahko glasilo torej tako: odpustim si, da sem si dovolil in dopustil misli v svoji glavi, da nihče ne sme peljati več kot 130 km/h po slovenskih avtocestah. Namesto, da bi
bil zaveden svojega dihanja in ostal tukaj. Odpustim si občutek jeze na človeka, ki je vozil okoli 200 km/h in me prehitel, namesto da bi se zavedal, da ima ta človek utemeljen razlog, da je peljal za tako hitrostjo, lahko da se mu je mudilo, lahko da je peljal recimo nosečo ženo, ki je bila tik pred porodom in je zato ravnal v smislu poskusa reševanja življenja ali kaj podobnega. Torej, potrebno je razumeti, da tisto, kar se zgodi, kar ni v skladu z našimi ideali, se je zgodilo iz določenega vzroka. In če se mi držimo nekega svojega lastnega prepričanja in nočemo razumeti, kakšne vzroke za ta določena dejanja, ki so izven naših norm, idealov in standardov, zakaj so te vzroki, zakaj se je nekdo odločil drugače, če tega nočemo razumeti, se ločimo od realnosti. In samo odpuščanje je akt razumevanja, empatije do drugih ljudi, kjer dopustimo možnost, da imajo drugi nek utemeljen razlog. Lahko je to v neko korist nekega drugega bitja, lahko je to egoistični razlog, ampak kljub temu s tem razumemo druge ljudi in potem naslednji korak je seveda, da raziščemo, kaj je dejansko bil vzrok za ta dejanja, zakaj je nekdo mogoče škodoval zaradi sebičnih interesov ali storil kakšno drugo dejanje. Toliko za enkrat, lepo se imejte in nasvidenje.